Tekme v Katarju bodo organizirane na 8 stadionih, ki jih je bilo treba na novo postaviti ali pa vsaj temeljito obnoviti. Zgraditi so morali tudi nove hotele, ceste, letališče, omrežje navadne in podzemne železnice. Pri gradnji je sodelovalo na tisoče delavcev iz drugih držav. Delali so v zelo slabih razmerah, po več kot 10 ur na dan s premalo hrane in pijače, bili so slabo plačani, nekaterim so celo vzeli potne liste, da bi jim otežili vrnitev domov. Tudi za njihovo varnost je bilo slabo poskrbljeno, nekateri delavci so umrli. V Katarju, ki je zaradi zalog nafte in zemeljskega plina ena najbogatejših držav na svetu, z delavci, ki so večinoma iz tujih držav, tudi sicer ravnajo slabo. Kršitve človekovih pravic pa v tej državi pogosto doživljajo tudi istospolno usmerjeni in ženske. Biti v istospolnem razmerju je v Katarju nezakonito, ženske pa so podrejene moškim. Če se na primer želijo poročiti, potovati ali delati v določenih poklicih, morajo za to dovoljenje prositi moške iz svojih družin. Tudi ljudje drugih ver so včasih diskriminirani in preganjani. V Katarju je islam državna vera, zato tam veljajo stroga pravila. Vsi navijači bodo tako morali upoštevati tamkajšnja pravila glede uživanja alkohola, spolnosti in oblačenja.